Z nami bo pravkar na odru dr. Urban Kordež, eden najvidnejših slovenskih raziskovalcev zavesti in kognitivne znanosti. Kot profesor in vodja študija kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani svoje delo usmerja v raziskovanje prvoosebnega doživljanja ter povezovanja filozofskih, psiholoških in nevroznanstvenih pogledov na človekovo zavest. Tudi po tem predavanju bodo na voljo vprašanja iz publike, tako da si jih le zapišite. Z aplavzom povabimo na oder našega naslednjega gosta, dr. Urbana Kordeža. A se slišimo? Je v redu? Zdravo. Mogoče preden začnemo in po tem veličastnem uvodu bi to, kar je v reklamah disclaimer, ne vem, kako se po slovensko reče, opozorilo. Torej, naslov mojega predavanja ima z neko zvezo s srečo, pravkar je bilo najavljeno, da naj bi govoril o sreči, ampak jaz res ne vem, kaj ta beseda pomeni. Tako da ne mi preveč zameriti, če boste na koncu ugotovili, da niste zvedeli tega, kar je bilo mogoče obljubljeno. Druga stvar, prosim, če ima kdo kako vprašanje vmes, jaz bom z veseljem odgovoril, oziroma če se kdo ne strinja ali pa bi rad me popravil, kot sem povedal. Zato, o čemer bom zdaj govoril, sem zelo negotov o tem, kar vam mislim povedati, tako da prosim, kar popravite me, zaderte se in tako naprej. In zaderte se glasno, ker sem imel malo vneto desno uho in sem malo gluh na desno uho, tako da kar privoščite si. Ta slika je vzeta, ne vem, če kdo pozna, iz ene karikature, enega čudovitega avstralskega karikaturista, slikarja Luniga, ki so ga povabili na konferenco o sreči. Torej, to je zdaj precej popularna stvar, celo znanost imamo iz tega, ki se reče pozitivna psihologija. In on je tam v živo risal to slikico. In to je izgledalo tako, da to sta njegova glavna karakterja, ta možiček z račko, ki potujeta po svetu in sta zelo preprosta in recimo temu srečna. In ko bom še enkrat, ko uporabljam to besedo, ne vem točno, o čem govorim. In on je to počasi risal in tam gor je pisalo sreča, torej happiness, čist na koncu je pa potem narisal puščico v nasprotno smer. In vse, kar jaz morda nekaj malega vem o sreči, mislim, da tole dobro ilustrira. Torej, verjetno je boljši tudi drugo stran, kot pa v neko napeto, besno, intenzivno, stresno iskanje sreče. Kar bi želel danes predelati, so 3 stvari. Najprej bom se čist malo dotaknil te znanosti sreče. Torej, pokazal bom nekaj statistik, ki so morda večini že znane, in več ali manj zato, da bi pokazal, da si s tem ne moremo kaj dosti pomagati. Vsaj ne osebno. Potem bom pa šel na področje, s katerim se ukvarjam, torej na raziskovanje človekovega doživljanja, zavesti, in bom malo o tem predaval, tako da lahko me prekinete. To je podobno približno kot tisti vic, ki se učenec vse nauči za biologijo o papigah, o ostalem pa ničesar ne ve in potem je vprašan o, ne vem, hrastu, pa reče, hrast je drevo, na drevesih so ptice, recimo ena od ptic je papiga in potem vse o papigi pove, tako da na tak način bom jaz speljal vse in vam bom nekaj zelo osnovnih, zelo pomembnih stvareh o človeškem doživljanju povedal. Na koncu bomo pa naredili nek zemljevid sreče, s katerim se lahko globoko ne strinjate in se bom jaz strinjal z vami, zaradi tega, ker bom spet probal narediti to, kar bom najprej kritiziral, torej vzeti ven iz te kompleksnosti človeškega doživljanja 2 osi, ga spet reducirati na nekaj preprostega. Ok, torej neke statistike. Ne vem, a ste že slišali kdaj za kogarkoli od teh 2 oseb, recimo Maurice Buchan, upam, da sem prav izgovoril, ki je tam okrog svojega 70. rojstnega dneva je rekel, nimam nobenega obžalovanja. Bila je čudovita izkušnja. A kdo ve?
kaj je ta izkušnja? Torej, to govori o svojem celotnem življenju. Torej, to je bilo ravno potem, torej star je bil nekaj čez 70 let, ko so ga izpustili po 40 letih iz ječe, ko so ugotovili, da on ni bil kriv. Tole, kaj so tle 3 pikce? Veste, srečnejši sem tako, kot če bi, I'm happier that way. Kaj je tiste 3 pikice, ki jih je Pete Best rekel, pa sem jih zbrisal tle, kot če bi bil z Beatli. Torej, to je bil bobnar Beatlov, ki so ga sunili v ric, preden se je začela resna strma vzpon Beatlov, in on je tam v svojih 60-ih to izjavil. Je rekel, veliko boljše mi je zdaj tako. Torej, kako je to možno? A ti ljudje lažejo? Ali pa je to res možno? Ali pa je mogoče sreča res ni nekaj takega, kar bi se dalo definirati z okoliščinami ali pa s tvojo situacijo. Statistike, ta se mi zdi izjemno zanimiva, pač to ni mogoče statistika, ampak to je en sklop raziskav enega čudovitega gospoda, ki se ukvarja z raziskovanjem sreče, Dana Gilberta, mogoče Gilbert, ne vem, ki je ugotovil, kako se srečnost, zdaj kaj ta 50% pomeni, bomo kasneje povedali, okay? Ne se s tem ukvarjati. To je neka lastna default, tebi lastna srečnost, torej pusti te procente. Ampak zanimivo odkritje tega raziskovalca je to, da spremljajo ljudi, ki so imeli hudo nesrečo ali pa nekaj hudega se jim je zgodilo in so postali paraplegiki, invalidi in tako naprej, in ljudi, ki so zadeli na loteriji. In njihovo, rečemo temu srečnost, spet ne vemo točno, o čem govorimo, se takole skozi eno leto spremeni. Torej, očitno, ko se dogodek zgodi, recimo loterija ali pa nesreča, tistemu, ki ima nesrečo, drastično pade, tistemu, ki je na loteriji zadev, se zelo poviša, ampak glejte, kaj se pa zgodi. Na neki točki, in to relativno zelo hitro, po nekaj mesecih, po enem letu recimo, se stakneta obe tele črti. Kako to? Torej, eno možen zaključek, srečnost ni stvar okoliščin, ampak je stvar nečesa drugega. Tukaj še ena, še bolj hladna in neosebna statistika, kako je srečnost povezana z plačo. In pozabite zdaj te države, samo poglejte to modro črto. Ta modra črta je matematična, če bi pogledali, če bi narisali to črto s tem, da bi merice na y-os našteli, bi videli, da se tam nekje gor, tam nekje, kjer je Danska, se ustavi ta črta. Torej, skoraj nič več ne raste, čisto minimalno. Torej, iz tega bi lahko zaključili, da če dobimo boljšo plačo, smo bolj srečni do neke mere. Potem se pa to ustavi. To je zdaj spet, imamo različne raziskave, ki malo različno govorijo, ampak tam nekje, to so raziskave stare recimo 10 let, torej takrat je bilo ta meja nekje $75,000 na leto, to je ameriška mera, torej v Ameriki gledajo to bruto, torej še z davki in tako naprej. Torej, zdaj je to verjetno veliko več, ker je inflacija vmes naredila svoje, ampak vseeno, tam nekje pri $80,000-90,000 na leto se ta stvar ustavi. Naslednja statistika, sreča v korelaciji z neenakostjo v državi. Torej, najbolj znan merilo neenakosti je nekaj, čemur pravijo Gini koeficient. In ta Gini koeficient, by the way, ne vem, a poznate to? Katera država ima najmanjšo neenakost na svetu? Mi, Slovenija. Slovenija, Slovaška, tukaj so najmanjše neenakosti. Torej, če se boste pritoževali, koliko imajo eni denarja, koliko smo mi bogi, mi res nimamo tle besede. Torej, tudi nekako se jasno kaže, laser pa noče pokazati. Torej, vidite, da se jasno kaže, da večja kot je neenakost, nekako pada srečnost, vsaj statistično. Okay? O tem bomo tudi govorili, bomo probali to razumeti, zakaj je to. Ampak kar se lahko zdaj naučimo je, da je srečnost nekako povezana z primerjavo. Da to ni sam
nekaj, kar je ali pa ni, ampak rabimo neko primerjavo za to, vsaj v nekaterih primerih. Še ena študija, potem pa bom nehal vas smatrati s študijami. To je največja študija sreče na svetu in čudovita študija, čeprav bom malo posumil v njene rezultate na koncu, ampak študija je pa vseeno nekaj takega, kar mislim, da bi v znanosti morali veliko več početi. To je študija, ki traja že 85 let. Upam, da še traja, no, par let nazaj je že trajala. Harvardska študija sreče, reče se longitudinalna, ker je longitudinalna, dolgo traja. Torej, oni opazujejo ljudi in potem njihove naslednike in tako naprej že 85 let in jih sprašujejo, kako ste, kako živite, a ste srečni, ste zadovoljni in tako naprej. In kar so oni ugotovili, torej to so res dobre študije, ne? V znanosti, tisti, ki ste mogoče povohali kdaj znanost, zdaj so vse neke kratke raziskave, kjer moraš ti že vnaprej povedati, kaj boš dobil, sploh ti ne dajo možnosti, da bi kaj se presenetil, kaj novega odkril. Ti moraš reči 3 leta, v teh letih bom to pa to naredil, to bomo odkrili in na koncu bo to imelo ta pa ta družbeno-ekonomski učinek. Tako zdaj izgleda financiranje znanosti, ne? To je čudovita študija, kjer traja, kjer ni nekega jasnega konca, ampak se učimo. Kljub temu, no, in kaj so ugotovili? Njihova glavno odkritje je, da dobri odnosi so korelirani z visoko srečnostjo. Torej, tisti ljudje, ki so nekako ujeli en dober, recimo partnerski odnos, torej dober pomeni stabilen, ne pomeni nujno, da se če kregajo, nekako grejo tja gor na tej lestvici, svet, pozabite te procente, prosim. In tako, to je pa ChatGPT si takole zamislil, kako izgleda, pa če nimaš odnosov, boste videli to podobno sliko, bom malo kasneje uporabil kot nekaj ful dobrega in čudovitega. Torej, kaj je problem s to študijo? Problem je, da po tej študiji, oziroma v zadnjih, odkar je postalo raziskovanje, znanstvene poskusi raziskovanja sreče popularni, smo odkrili še veliko drugih povezav. Recimo to, da imamo neko povezavo med srečnostjo in vero. Tisti, ki imajo neko svojo jasno versko opredelitev ali pa duhovno opredelitev, ki sledijo temu, ki kolikor toliko redno se ritualov udeležujejo, se zgleda, da so bolj srečni. Ljudje, ki imajo neko svojo življenjsko pot, so bolj srečni. In tako naprej, ljudje, ki se kregajo, obviously manj, ljudje, ki so malo izgubljeni v življenju, manj, ampak ne, po drugi strani pa imamo študije, ki kažejo, da ljudje, ki pa nimajo neke jasne namen, ki nimajo občutka, da imajo zdaj poslanstvo, ki ga morajo slediti, ampak so pač nekako prosto pustijo se življenju, da jih premika, da so pa te ljudje bolj srečni, torej bi recimo tega fanta bolj gor postavili. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da najverjetneje statistične študije niso dobre zato, da bi mi razumeli lahko sebe. To so, veste, vsi, ki ste imeli kdaj kadarkoli statistiko, so vam rekli korelacija, kauzacija, torej vzročnost in korelacija, to so čisto različne stvari. Torej, a ni mogoče to, da so ljudje zadovoljni v odnosu, posledica tega, da so srečni, ne pa vzrok? Meni to izgleda kot nekdo, ki je srečen, žari to neko umirjenost, zadovoljnost in seveda si predstavljam, da bo se več ljudi lepilo na njega, kot pa na nekoga, ki je stalno v anksioznosti in glumu, v temačnosti in tako naprej. Torej, jaz mislim, da je treba, da to je zelo zanimivo, te korelacije gotovo obstajajo, ampak te korelacije ne kažejo, kaj je res vzrok, kaj se res dogaja. Torej, ena stvar, ki se mogoče lahko iz tega naučimo, je, da je 1000 različnih vrst, rečemo, srečnosti. Da mogoče srečnost, to, da govorimo o nekem zadovoljstvu srečnosti, da je preveč huda posplošitev. Ne? Poglejte, kaj vse najdemo, koliko je to zdaj izgleda veliko. Wow. Torej, neka znana Angleška je ravno predvčerajšnjem v Timesu rekla, jaz sem 81 stara in sem zelo srečna, da sem sama, ta 10 let sta že skupaj in se imata rada in čudovito in nista seksala. To je, mislim, da je bil bivši predsednik Irske, ki
tudi govori o tem, o srečnosti svojega sina. Ta gospa je zelo vesela, da je njen mož imel afero, ker je to rešilo, in tako naprej. Torej, toliko smo si različni. Torej, kako bi mi lahko ujeli tisto, kar je za mene pomembno, ne pa tisto, kar statistike kažejo. To je en velik izziv nas, ki se ukvarjamo z duševnostjo. Ne. Mi lahko najdemo ene čudovite statistike in te statistike imajo smisel. Ne. Te statistike gotovo, recimo, kažejo, da mogoče, recimo, če bi jaz bil mandatar sestavo vlade, bi rekel, ok, torej fajn je, da se malo še zviša naš povprečen dohodek. To bo pomagalo ljudem. To ni slaba stvar. Fajn je, če podpiramo družino, recimo. Ne? Torej, nekaj je dobrega tam se zgodi. Nekaj dobrega se v odnosu zgodi. Torej, iz vidika nekega makropogleda imajo te statistike smisel. Iz vidika mikropogleda pa morda ne. Torej, ampak vseeno, dajmo narediti nek povzetek tega, kaj smo se pa morda vseeno iz tega naučili. Torej, imamo jaz tega ne znam dobro prevesti, dani občutek srečnosti, default v angleščini, ki ga je zelo težko spremeniti očitno. Kot neka elastika zgleda. Tudi če se ti nekaj groznega zgodi ali pa nekaj čudovitega zgodi, ponk nazaj te bo potegnilo v neko normalno tvoje stanje. Seveda, ta izjava ima meje, očitno. Kaj smo se še naučili? Občutek srečnosti ni absoluten, ampak je odvisen od tega, s kom se ti primerjaš. Ne? Se spomnite tistega Gini koeficienta? Torej, zelo pomembno je, ali je tvoj sosed zelo bogat, ali imaš ti občutek, da se ima boljši in tako naprej. Kaj smo se še naučili? Občutki niso, zdaj ta beseda intersubjektivno, ne se z njo sekirati, ampak niso nujno primerljivi med nami. Ne, torej, če se spomnite tega, ne, torej, če bi se ta gospa pogovarjala z nekom, recimo s tem čudovitim parom, ki 55-letnico poroke, mogoče se ne bi ujeli, ampak to ne pomeni, da se en od njiju moti. Oba dva imata prav. Tako je pri doživljanju. Ne. In statistika bi rekla, torej nič ne bi pokazala, neko nulo, če bi tole dvoje poprečili. To sta pa dve izkušnji, ki sta mogoče izjemno pomembni in izjemno različni. Torej, naučili smo se, da občutki srečnosti so občutki. Torej, to je nekaj, kam moramo se noter poglobiti. No in zdaj pridem jaz do papige, torej zdaj pa pridemo do doživljanja, torej do tega, s čimer se ukvarjam. Torej, sreča je ena vrsta, ali pa srečnost, verjetno je bolj primeren beseda, spet ne vem, o čem govorim, je neka vrsta doživljanja. Okay? In zdaj bom najprej eno zelo očitno, ampak mogoče vseeno smiselno, da jo povem, lastnost doživljanja omenil. Naše doživljanje ima nekaj, kar je v centru naše pozornosti, rečemo temu, da je v ospredju našega doživljanja. Okay? Zdaj trenutno je tale kamera v mojem rdeča lučka in opazil sem, da sta dve kameri tam čisto skupaj. In zdaj vidim, da ljudje zagledajo to kamero. To je zdaj v ospredju mojega doživljanja. V ozadju mojega doživljanja je pa nek občutek nemira v zvezi s časom. Nekaj takega. Če je tle kak moj študent, bo točno vedel, zakaj. Ne? Zato, ker če me ne boste na verigo dali, lahko zvečer še jaz vedno tle razlagam. Tako da, torej, to je nekje v ozadju, to je neka atmosfera mojega doživljanja, ki ne morem čisto prijeti, ampak nekako uokvirja vse to, kar se v tem ospredju dogaja. In če se pogovarjamo o srečnosti, je ta razlika precej očitna lahko. Torej, eni bi rekli, jaz sem happy, ker sem dobil nov motor in to je taka sreča, ko grem tamle gor po Krasu, po unih zavitih poteh, nabijem, ali pa takrat, ko sem v hribu in plezam, to je tista moja sreča, to je, ker sem čisto pozoren na une ledene, ker jih moram natančno zadeti, da dol ne padem in tako naprej. Recimo to, vidite, to je v ospredju. Jaz sem tu in zdaj in tisto, kar me dela srečnega, je neko dogajanje, neka akcija navadno, seks in tako naprej.
To je zdaj veliko povedalo, kako sem ga pod preprogo dal. V ozadju, ne, je pa nekaj drugega. Ozadje, doživljajsko ozadje je pa nekaj, kar ni tako pomembno, kaj se zdaj v ospredju dogaja. Ne. Lahko seks, lahko si sredi enega birokratskega procesa na upravni enoti, karkoli, ampak če je ozadje ta pravo, je potem vse nekako sladko in mirno in fajn. Okay? In tukaj imamo različne možnosti tega, meditacija, samo neka odmaknjenost, neka stoična način življenja, karkoli že, ne vemo, ne? To nas zanima. Ta del mogoče nas bolj zanima kot ta, ne? Se mi zdi. In zdaj, torej, rečemo, da so to neki osnovni elementi doživljanja, ampak kaj sploh mislim s tem, ko rečem doživljanje? In zdaj, če ste za to, bi pol minute, namesto da jaz blebetam, vas prosil, če lahko naredimo eno mini preverjanje svojega doživljanja. A je to v redu? Tisti, ki pa se vam, ne bomo zdaj glasovali ali karkoli, ampak tisti, ki se vam zdi to nesprejemljivo, vzamete telefone ven in Donkey, Fruit, King Kong ali pa TikTok ali pa nekaj, da boste se pomirili. Tisti, ki se vam zdi pa sprejemljivo, bi vas pa sam prosim, to ni nobena meditacija, nič, ni vam treba se v lotus usesti ali pa takoj mantre začeti ali pa priti v vzvišeno. Ravno nasprotno, želel bi, da pogledate, kje ste zdaj, ampak včasih pomaga, da zapremo oči. Torej, kar bi zdaj prosil je, da, ko bom rekel, zaprete oči in potem bomo tiho, pol minute, torej zelo malo časa bomo tiho, vmes bom pa jaz dvakrat tole naredil, okay? Saj se sliši, ne? In takrat, ko bom to naredil, samo malo zamrznite to, kje ste. Svoj občutek. In pol naprej doživljajte po svoji mili volji. Torej, delite, kar hočeš, ne idem, to ni vaja meditacije, to je samo vaja opazovanja tega, kje smo. Okay? A je v redu? Torej, dajmo zapreti oči, če se da, nič se ni treba nameščati, nič ni treba, samo opazujte, kaj se dogaja. Doživljanje je vse, kaj slišite, kaj zaznavate, način, kako mislite, ozadnji občutki in še mnogo drugih stvari. Okay. Me bi zelo zanimalo, če ste kaj opazili, ali ste razmišljali, kar bi me najbolj zanima je, a imate neko doživljajsko navado, temu včasih rečemo attentional signature, v slovenščini ne znam, če se ga prevedeti, pozornostni podpis. A vam nekam gre, takoj ko imate možnost, a vam nekam gre vaše doživljanje na neko znano mesto? Mogoče ravno kar razmišljate o ločitvi in razmišljate, kako boste z lojerjem dosegli, da boste tisto jahto dobili. Mogoče greste v nek telo, v nek občutek telesa. Mogoče iščete neko zadoščenje, mogoče nekaj prijetnega, hočete ene prijetne misli najti. Kam greste? Ali mogoče ste meditator, prekaljen meditator oziroma meditatorka in greste v svojo mantro ali pa v svojo pozo, notranjo pozo. To bi me zelo zanimalo. Ampak vse to, karkoli od tega ste naredili, so neke vrste doživljanja. To so neke premene naše zavesti, ki, kot smo videli prej, je ekstremno različna. Ne? Torej, zakaj se moramo sploh vprašati, kaj je to doživljanje? Zakaj nam ni to najbolj osnovna stvar? Ker verjemite mi, doživljanje, mi temu rečemo znanstveno, je epistemsko primarno, kar pomeni, da ničesar drugega ne moramo resno vedeti. Jaz vidim tlele drevo ali pa ekran in tako naprej, ampak vidim, s poudarkom na vidim. Torej, neke vrste doživljam ga. Nič ne more priti
do našega znanja izven doživljanja, ker naše znanje je tudi vrsta doživljanja. Torej, to je tisti medij, v katerega smo potopljeni celo življenje. Ko ni več doživljanja, je konec. Torej, zakaj je to tako problematično? Zakaj je recimo v znanosti raziskovanje doživljanja moč zadnjih 30 let? Začelo se je že 100 let nazaj, potem pa je behaviorizem ga malo povozil, zdaj pa je spet postalo nekako bolj zanimivo. Zakaj je to nekaj tako izmuzljivega? En od razlogov je ravno ena najbolj osnovnih lastnosti doživljanja. Te lastnosti rečemo naravna naravnanost in je naše globoko prepričanje, da vse, kar je pomembno, je tisto, kar je zunaj. Da to način, kako se to meni pokaže, ni bistven. Pomembno je, kaj je tam. In vidimo neko evolucijsko smiselnost tega. Ne? Ali pa še drug del naravne naravnanosti je, da mene zanima zgodba, vsebina. Ne zanima me pa, kako se mi ta zgodba razkrije v moji zavesti. Okay? In iz tega našega prepričanja, ki je ena vrsta, ali pa to je, jaz temu rečem, urejevalni princip doživljanja, pride veliko stvari. Recimo, ena stvar je, da doživljanje ne opazimo, da ga preskočimo. Mene samo zanima, kaj vraga je tale, kaj je to zavesa, ali kaj je to, kako se to meni kaže, me ne zanima. In druga stvar, ki je ena globoka predpostavka, ki jo vsi imamo in je popolnoma napačna, je, da tisto, kar mi vidimo, ko rečem vidimo, mislim doživljamo, je enako tistemu, kar je zunaj. Torej, da če jaz vidim drevo, da je tam zunaj neko drevo. Okay? Ta predpostavka je napačna in če bi se zavedali, da je ta predpostavka napačna, bi veliko bolj bili pozorni na to, kako mi konstruiramo svoj doživljajski svet. Torej, kaj je tam zunaj, je mogoče neko drevo, kaj vraga ta človek doživlja, ne vemo. Ne moramo vedeti. Edini način, da zvemo, je, da ta človek se nauči pogledati svoje doživljanje in nam pove. In ena od pomembnih stvari, ki jih bomo spoznali, če vzamemo resno to, da mogoče to, kar mi doživljamo, ni neka preprosta slika tega, kar je okrog nas, je to, da je en velik del našega doživljanja je naše pričakovanje. So naši, temu rečemo zdaj po strokovno, po novem, priori. Je kdo že slišal to besedo, prior? Ja, ok. To je pač iz neke zelo moderne pogleda na kognitivno znanost, na duševnost, zdaj pa šlo, ki se mu reče bayesijanski možgani, na podlagi bayesijanske statistike, in prior je pričakovanje. Se bom vam celo formulo pol pokazal, ker vem, da ste prišli sem malo matematiko se učiti. Torej, recimo, primer. No, okay. Ali pa tudi ne, čakaj, nekam levo moram biti. To bi bilo super, če bi zdaj crknil skozi. O, ne! Jaz mislim, da so tle neke zle sile, ki delajo proti meni. Prosim, dajte mi vsaj pol ure. Torej, hotel sem vas vprašati, kaj je na tej sliki. A ste videli? Ja, zdaj jaz. A kdo ni videl tiste slikice, ki se je potem pokazala? Samo njega ali pa njo sprašujem. Torej, no, s tem bomo končali, v sramoti. Torej, če bi vam to pokazal brez tehničnih težav, ne, bi večina ljudi, vključno z mano, ko sem to prvič videl, ne vemo, kaj je to, nek flek. Ne. Potem vas pa lahko naučim, kako pogledati to stvar. Torej, če nekaj časa gledamo to, mogoče, če boste dosti dolgo gledali, jaz sem to že tokrat pokazal na predavanju, da zdaj v tem ne morem ničesar drugega videti, zelo jasno, meni je to skoraj ena in ista slika. Ok, torej neka punca s klobukom, ki se poljublja s konjem. Ok, ali jo vidite? Torej, kar hočem s tem pokazati, je, da ni dovolj samo, da je nekaj zunaj nas. Mi rabimo razumeti, mi rabimo to naučiti videti. Spet, ko rečem videti, mislim doživeti. Obstaja neka zelo zanimiva zgodba iz potovanj kapetana Cooka, to je tisti, ki je kao odkril Avstralijo. Ko so prišli do Avstralije,
so bili zelo previdni in na ladji je imel enega botanika, ki je ful dobre dnevnike pisal. In ta botanik je opisuje, kako so se ustavili par 100 metrov pred obalo in so, ker so bili previdni, opazovali, kaj se dogaja na obali. In so videli domorodci, ki so pač počeli svoje stvari, normalno življenje, nabirali so sadeže, živeli normalno življenje, kot da ni ogromna ladja pristala pravkar na njihovem pragu. In njim se je zdelo to neverjetno. Kako to, da se oni še sekirajo? Enormna ladja, ki je gotovo še niso nikoli v zgodovini svoji videli, pa nič. In potem so se po 2 tednih, ne vem, po koliko časa, odločili in so dali čoln v vodo in se začeli počasi približevati obali. Takoj, ko so domorodci, torej aborigini, videli ta čoln, so začeli kamenjati, napadati sulice in vse. Torej, o tej isti stvari govorimo. Če ne znamo nečesa videti, tega ni za nas. To je zelo pomembno, da razumemo. In druga lekcija iz tega je, da se lahko naučimo isto stvar, torej isti, rečemo temu, signal od zunaj, videti na različne načine. In to se lahko naučimo. Ampak, ko smo pa enkrat naučeni, je pa zelo težko spremeniti. In da vidite, tukaj imamo zdaj mogoče razlago tistega, kako se hitro naša srečnost pride na neko normalni nivo. Mi smo se skozi življenje naučili nek način interpretacije stvari, ki se nam dogajajo, in ta navada je izjemno globoka. Mi to matematično modeliramo z, temu rečemo, potencialna vrtača, s tako pokrajino modeliramo in ene stvari, ene navade so torej doživljajske navade so izjemno globoke in zelo težko se je ven iz njih strgati. Ok, torej, če nismo, pač to vam zdaj povem, kaj bi bilo, če ne bi bilo tehničnih napak, če ne bi imeli nobenega naučenja, vam to nič ne bi pomenilo. Ko sem vas pa naučil, kako pogledati ta delček, ta signal, zdaj boste pa znali. No, to modeliramo, prej sem obljubil enačbo, temu rečemo Bayesova enačba, ki nekako je zdaj zelo moderna postala. Ne znamo jo še čisto v kognitivni znanosti res uporabljati, da bi lahko izračunali, kako možgani delujejo, karkoli, ampak je pa ful dobra metafora. In tako jo bom tudi zdaj uporabljal. Torej, predstavljamo si, da je naše doživljanje produkt 2 valov, ki prideta vsak iz ene strani. Eno je nek signal, lahko je to nekaj odzunaj, neka dejstva, karkoli. Eno je pa naše pričakovanje, prior. In produkt teh 2 je naše izkustvo. Torej, naše izkustvo ni slika nečesa, kar je res, niti ni popolnoma slika naših pričakovanj. Ampak seveda, v enem primeru je lahko naše pričakovanje trdno in močno in potem bomo več ali manj videli svoje pričakovanja. Ko bomo mislili, da se oziramo okrog po življenju, bomo se ozirali po svojih pričakovanjih. Na drugi strani pa včasih, ali pa nekateri, ali pa v določenih trenutkih, imamo pa bolj šibka pričakovanja, nekako jih spustimo, ali pa smo jih pripravljeni razgraditi. Vidite, to zdaj kot metaforo uporabljam, ne vem, kaj bi to v matematiki pomenilo. Takrat pa je signal postane veliko bolj jasen in živ in prisoten. Kaj to pomeni? Mislim, tukaj sem... Ampak zdaj nisem nič razkril, ni problema, lahko gremo gori doli. Oziroma sem, ker na naslednji sliki orgazem pride. Tako da, to je samo ilustracija tega. Torej, ne bom niti vse razdržujete, kaj hočem povedati. Vidite, tukaj je recimo, da je signal bil močnejši od nekega pričakovanja, ker je ta človek pričakoval, da bo nekaj iglavca videl. Ampak vseeno, pozornost, ne vidimo tega, kar je zunaj. Primer tega, to sem bral eno anekdoto o neki ameriški igralki, ki je rekla, pač je opisovala, kako je spala z Jackom Nicholsonom. Za tiste, ki ste mladi, to je bil en seksi, lep igralec, zdaj izgleda pa takole. In je rekla, da je bilo, pa na neki točki je rekla, my God, I'm in bed with Jack Nicholson, in je takoj prišlo. Torej, vidite, to je vpliv naših pričakovanj. Ne? To je zelo pomemben, zelo močen vpliv in v tem primeru ravno vpliv na neke vrste srečnost. Ne? In tej zmožnosti, da pričakovanje spremeni naše doživljanje, okay.
rečemo po novem v enem delu kognitivne znanosti fenomenološka kontrola. Kar je zelo simpatična meni beseda, čeprav vem, da zveni grozno, ampak torej neka zmožnost tega, da moje pričakovanje resnično spremeni doživljanje. Torej, ne samo, da se jaz pretvarjam, da sem nekaj drugače doživel, da se res spremeni. In ta beseda prihaja iz psihologije, kjer je Peter Lush, en čudovit mlad raziskovalec iz univerze v Essexu, ugotovil, da je mogoče en od odgovorov na veliko krizo, ki nas zdaj v psihologiji in v kognitivni znanosti trenutno oklepa, in temu se reče kriza reproducibilnosti. Torej, izkaže se, da mnogi eksperimenti, mnogi zakoni iz psihologije, iz kognitivne znanosti, ki smo jih dolga leta učili in smo mislili, da so fiksni, jih ne moremo ponoviti. Naredimo še enkrat isti poskus, kot so ga 30 let nazaj, ne gre. In en od možnih odgovorov, zakaj se to dogaja, je, in to je Peter Lush očitno lepo piše o tem, fenomenološka kontrola. Torej, kaj se izkaže, da ljudje, ki pridejo na psihološke eksperimente, v bistvu probajo nagruntati, kaj bi en del ljudi, kaj ta raziskovalec hoče od njih, kaj se pričakuje, in njihovo doživljanje se res tako spremeni. In zato, ker vemo, da na večini naših eksperimentov so naši študenti, ki imajo kar dobro idejo, kaj mi hočemo od njih, se izkaže, da pol cela znanost samo potrjuje naša prepričanja. Recimo, to so slike, ki naj bi sprožile neka čustva, to je uradno, se uporablja to v psihologiji za raziskovanje čustev. Recimo, pokažemo kačo in mi verjamemo, da se bo nek strah zbudil, ampak če pa res dobro vprašaš ljudi, pa boš videl, da v prvi, ne vse, ampak en velik del subjektov se bo iskalo, da v tisti prvi sekundi je bila neka misel, strah, verjetno je strah. In potem se res strah zgodi. Ne zaradi tega, ker bi ga bilo strah te kače, ampak zaradi tega, ker si je to skozi fenomenološko kontrolo ustvaril. No in zdaj, recimo, v tem smislu lahko razumemo to elastiko, o kateri sem prej govoril. To je ena čudovita raziskava Dana Gilberta, ki jo bom zdaj preskočil. Poglejte si njegov TED govor, kjer on pravi temu sintetična sreča. On pokaže na eni raziskavici, kako si ljudje skozi eksperiment zgenerirajo novo idejo, kaj jim je bolj všeč, kaj jim je manj všeč, in to drži. To ni samo nek fake njihov, ampak ta njihova novo zgenerirana občutek, kaj jim je všeč, kaj jim zadovoljstvo, katera Monetova slika jim zadovoljstvo povzroča, postane resničen. In to probajo tudi na ljudeh, ki so izgubili spomin, torej ki se ne morejo spomniti, kako so prišli do te nove konfiguracije, in deluje. Torej, to, o čemer on pravi sintetična sreča, torej to, da mi lahko nekako, ne mi, ne vsi, ponavljam, ampak velik del nas kontroliramo in spreminjamo z našimi pričakovanji naše doživljanje, on pravi pač sintetiziranje. Mogoče boljši primer iz ene naše raziskave je, kako se ljudje med meditacijo nanašajo na bolečino. Okay? Torej, ena varianta, ne vem, če ste že kdaj, pa se ni treba, da meditacija ni tako pomembna tle. Ena varianta je, da me začne boleti koleno, ko sedim, in si rečem, to pa je moč kaj resnega. Mogoče bilo pa bolj, da se jaz premaknem, mogoče bilo bolj, in te misli začnejo počasi večati bolečino. Večja bolečina sproži še več teh misli, a poznate to? Torej, to je en način fenomenološke kontrole, ki je negativen v tem primeru, za razliko od Gilberta. Če preskočim, ali pa ne bom preskočil, še močnejša pričakovanja, nekateri so pa geniji v tem, da zbežijo. Namesto da ojačujejo bolečino, grejo v nek razmišljanje o tem, kako bo pa zvečer večerjo skuhal, ali pa kako bo šudoko rešil, ali pa nekaj, kar jih zabava, in zgine bolečina, zato ker preusmerijo svojo luč pozornosti nekam drugam. Vidite, in to je tisto, kar sem prej rekel, to je, če je prajer oziroma pričakovanje postane tako močno, da tisti signali, ki jih mogoče nek živc pošilja, ignoriramo. V meditaciji pa seveda nekako zagovarjamo nasprotno rešitev.
da se popolnoma posvetimo tej bolečini, ampak ne v smislu pričakovanj, ampak v smislu res zlitja s tem, kar je. Okay? In tukaj imamo poročilo od enega našega soraziskovalca, ki je nekako povedal, kako, ko je začel opazovati to bolečino, se je bolečina še povečala, potem je začutil neko nemir, da bi se moral premakniti in je ta nemir začel opazovati, vse je probal zajeti z neko ljubečo pozornostjo in potem je kar naenkrat bilo samo še neko doživljanje. Torej, ta občutek, ki mu je prej rekel bolečina, ni šel stran, ampak je postal sam en del moje, rečemo temu, doživljajske pokrajine. Ko rečem samo, je to napaka, ne? To je velik dosežek. Še en primer fenomenološke kontrole, mogoče najmočnejši, pa najmanj uporabljen. A je Zvezdan Pirtošek tukaj slučajno? Ker bom zdaj nekaj iz njegove malhe povedal. Ne, super. Ne ga vprašajte, to, ker bom povedal en eksperiment, ki ga je on naredil. Torej, placebo. Vsi poznamo, kaj je to placebo. Ne? Torej, jaz verjamem, da bo to pomagalo in mi pomaga. Spet to ne deluje za vse. Ampak Zvezdan Pirtošek je, ne vem, če še ima, imel nekaj časa botulinsko ambulanto, kjer pač nek zelo močen živčni strup v zelo malih količinah vbrizgajo ljudem, kjer se jim zatakne vrat, recimo. In se ne morejo premakniti. In delovanje je zelo jasno, ne? Vbrizgajo, živc se sprosti, čez v par urah in par mesecev to deluje, potem pa spet navadno, ker to ni zdravljenje, to je samo olajšanje. Ne? In naredili so eksperiment, nekaterim ljudem so samo fiziološko raztopino vbrizgali na isti način in približno tretjina ljudi je natančno isto se jim je zgodilo, kot če bi jim ta botulin vbrizgali. Torej, po par urah se je spustilo in čez 3 mesece so prišli nazaj, da se je pa spet kar začel. Torej, to je moč naših pričakovanj, vsaj na nekatere od nas. Okay, no zdaj pa probimo to spoznanje uporabiti za to, da narišemo zemljevid srečnosti. Ta zemljevid ima 2 osi. Na prvo os bom dal to, o čemer sem zdaj govoril. Na to, koliko je človek odprt ali pa zaprt za zunanje signale oziroma odprt ali pa zaprt za svoje pričakovanja. Torej, kakšno vlogo imajo pričakovanja v primerjavi z signalom. Ta del je že kar dobro raziskan. Obstajajo 3 znanstveniki, zelo prominentni, mislim, da glavni med njimi je Moshe Bar, ki je bil nekaj časa en od glavnih psihologov na Harvardu, ki temu rečejo overarching states of mind, torej nekako vseobsegajoča stanja uma ali pa duševnosti, ki probajo modelirati duševnost ravno s tem, koliko smo mi odprti za signale oziroma koliko smo odprti za naše prajerje oziroma naše pričakovanja. Torej, ta del mojega zemljevida, ki ga bom poskušal narisati, je precej močen. Seveda, pa še enkrat ponavljam, to je vse neke vrste metafore in zdaj, kar zdaj počnem, je naše neverjetno kompleksno, bogato, skrivnostno doživljanje. Bom zdaj na 2 osi probal reducirati, kar je na nek način kriminal. Tako da se upravičujem doživljanju naprej, ampak mogoče pa se vseeno lahko nekaj naučimo, mogoče bomo lahko sebe postavili nekam na ta zemljevid ali pa mogoče bomo lahko ugotovili, ne, ta zemljevid pa za mene ni ustrezen, jaz sem samo svoje bitje, kar mogoče bilo še bolj. Okay, torej, to bo naša os X. Koliko smo odprti za zunanje signale oziroma koliko smo nekako pogojeni z našimi prepričanji. Na os Y, ta bo pa zelo problematična, ker tukaj pa to je pa nek moj intuitivni vložek, torej vzamem tega z veliko mero rezerve, z veliko rezervo, kjer bomo dali na Y os bomo dali na eno stran zaskrbljenost. Kaj mislite za nasprotno zaskrbljenosti? Kaj bi rekli? Kaj? Še bolj na glas, ker sem gluh na tistem. Varnost. Ali sem prav slišal varnost? Mir, ok, še kaj? Sproščenost.
Jaz se ne strinjam z vami, ampak ostanite pri svojem, pri miru, pri sproščenosti, pri varnosti. To so zelo pomembne stvari. Torej, to, kar bom zdaj jaz predlagal, je samo moj predlog. Okay? Torej, to ne pomeni, da jaz vem kaj dosti več od vas. Če nismo zaskrbljeni, mir, sproščenost, nasproti zaskrbljenosti je pa zaupanje. Razmislite o tem in se globoko ne strinjate z mano. Torej, to je zdaj zemljevid v stilu tistih raziskovalcev tam iz 17. stoletja, ko še nismo čisto dobro vedeli, kje je kaj, in so bile velike fleki in mogoče tudi niso bile prave osi, na katere so risali potem zemljo, ki ga bomo probali zdaj narisati. Torej, na eni strani imamo pričakovanja, ki so bistvena. Torej, naša pričakovanja usmerjajo naše doživljanje, bistveno obarvajo naše doživljanje. Na drugi strani je pa stanje zavesti, kjer smo bolj odprti za to, kar se dogaja, kar je res. Torej, za nekaj, kar ni nujno že naučeno, navajeno, verjeto. No, tukaj pa sem zdaj to os, ki se globoko upravičeno mogoče ne strinjate z njo, narisal. Torej, Y-os imamo na eni strani zaskrbljenost, na drugi strani pa zaupanje. Bom probal pojasniti, zakaj mislim, da je zaupanje kar dober nasprotje zaskrbljenosti. Recimo to mir, jaz sem bi bilo nekje v sredi. Bi bilo recimo 0 zaskrbljenosti, je, da sem jaz Recimo v grščini mi pravijo, je obstajala ena beseda ataraksija, ki pomeni odsotnost nemira. Torej, in to je bilo za mnoge filozofe grške najvišje možno stanje. Torej, ne mir kot neka primarna lastnost, ampak sam odsotnost tega vsakodnevne anksioznosti. In jaz mislim, da to je nekje na 0 zaskrbljenosti, ta dosežek. Na nasprotnem koncu je pa zaupanje. No, in če za trenutek vzamemo to razdelitev, se malo pozabavamo s tako razdelitvijo, potem lahko vidimo, da naš teritorij lahko na 4 področja razdelimo. K1, K2, K3, K4. To zdaj že zgleda zelo znanstveno, ali pa zelo tako hribovsko. K2, bomo uspeli na K2. In zdaj bi vas želel peljati skozi ta področja. Torej, najbolj čudovito in ti kroksi, prosim, to sem jih jaz popolnoma na pamet narisal, to ni nobena statistika zanimiva karkoli, ampak moj občutek, koliko nas paše v katero od teh področji, ali pa koliko časa kdo od nas paše v katero od teh področji. In ne zdaj tega vzeti kot rezultat dolgoletne longitudinalne študije, ampak samo kot rezultat intuicije Urbana Kordeša. Torej, zdaj bom sam prebral. Torej, imamo, kjer je zaupanje visoko in smo odprti, temu bomo rekli raziskovalci, in vidite, ker to je, ne morem zakriti, da je to da je nekaj, kar jaz zelo častim in se mi zdi smiselno. Torej, raziskovalce sem z velikimi črkami napisal, oziroma sem prosil ChatGPT, da jih je z velikimi črkami napisal. Tamle gor, kjer je visoko zaupanje, ampak močna pričakovanja močno delujejo, temu bom jaz rekel pravi verniki, v angleščini pravimo temu true believers, ampak to ne mislim v resnici pravi verniki, ne mogoče morali biti v narekovajih. Tukaj torej pričakovanja imajo prednost, ampak smo zelo zaskrbljeni, temu bom rekel področje, in tlele mislim, da nas je veliko, bojim se, da sem jaz tle ali pa tle, področje luksuznih problemov. Okay? In tukaj je pa področje resničnih problemov. Torej, ko smo zaskrbljeni, zaupanje ni visoko in smo v težavah. Okay? Ali približno? Make sense? Gremo po vrsti, pa bomo pokončali. Torej, mogoče čisto preden vsak K posebej razdelam. Ne vem, če je kdo bral Douglasa Adamsa, starejši, upam, da ste ga, Štoparski vodnik po galaksiji. On pravi, nisem našel slovenskega prevoda, se opravičujem, ki je čudovit, od Alojza Kodreta, fantastičen prevod. On tam nekje v eni od teh knjig Štoparskega vodnika opisuje
nekega znanstvenika, ki mu žena skozi teži, da nima občutka za proporcije, da nima občutka za razmerja, da absolutno ne ve, kaj je res pomenilo, ker on se skozi ukvarja z, ne vem, sponkami ali nekaj takega in ga ne zanima, kaj bo za večerjo in take stvari, konkretne stvari. In pol on iz maščevanja svoje žene, do svoje žene naredi nek vortex totalne perspektive, ki ti pokaže celotno kompleksnost in ogromnost vesolja in potem na neki točki reče, tukaj si ti. In seveda vsak, ki gre v ta vortex, mu možgane raznese, ker nismo sposobni celostnosti, celotne kompleksnosti vseh informacij procesirati. In jaz mislim, da je to fantastičen primer. In na levi strani, ne, smo tisti, ki smo si našli nek mehurček. Zdaj je samo vprašanje, ali se sekiramo znotraj tega mehurčka ali se imamo fajn. Torej, pravi verniki se imajo fajn. Jaz nažalost nisem, ne, med tem. In ko rečem pravi verniki, to ne pomeni nujno neka duhovnost. Ne. Lahko je duhovnost, lahko je pa recimo veliko mojih kolegov, še posebej naravoslovni, ne, ki zelo uživajo in so popolnoma noter v svojem programiranju, ne vem, elektrodizajniranju in tako naprej, so tlele. Ne. Kaj je recimo? To so ljudje, ki optimizirajo. Ne, ki imajo občutek, da vejo približno kaj je kaj in zdaj optimizirajo in so zelo zaprti za informacije okrog tega, ampak ne zaprti nasilno. Sam nekako ne pridejo do njih čist. Ne. Niso, ne, to je narobe, ampak preprosto odbije se od njih, zato ker oni že vejo. Okay? In to je čudovita pozicija. Zdaj še enkrat ponavljam, to so vse redukcija, aproksimacije. Ne. Jaz mislim, da večina nas je nekje na mejah, ne, tako da, samo da razumemo te. Približno jasno to, no? Ker mislim, nimamo časa, ne bom tle. Luksuzni problemi. To je naša, v zahodni civilizaciji, naš dom. Luksuzni problemi. Oj, profesor mi je rekel, da ne razumem dobro. Počutim se, moja samozavest je sedaj ogrožena. Ali pa, zakaj je tisti rekelc, ki sem si ga tako želela, je zdaj razprodan. Ali pa, ne vem, razumete? To vsakodnevno, dokler nas življenje ne udari, živimo v morju, v tej pokrajini luksuznih problemov. Ne? Torej, to je stanje, kjer naše zaupanje je slabo, torej naša ta default srečnost ni zelo visoka. Realna situacija pa je izjemno dobra. Ne? Če gledamo recimo grafe anksioznosti in teh rečemo temu, ne najbolj krutih duševnih stisk, ne? Še posebej med mladimi, grejo skoraj eksponentno gor zadnjih 10-15 let. Ampak življenjske situacije pa ne grejo eksponentno dol. Torej, to ni odziv na situacijo, to je odziv na nekaj drugega. Ne bom se poglabljal v kaj. Ampak tukaj je en čudovit članek iz Quillette, ene avstralske publikacije, ki o tem piše in prav avtor ali avtorica: "Everything is amazing and nobody's happy." Okay? In še to področje je pa na nek način kruto. Ne? Jaz sem bil pred kratkim nekako postavljen v to področje in potem sem kar naenkrat začutil, kako sem se prej fajn imel. Ne. Prej je bilo že tako, da se mi je že malo začelo teči to vsakodnevna predavanja in to zdaj s takim užitkom predavanja. Sem tako hvaležen Klemnu, da me je povabil, da lahko delam tisto, za kar nekako čutim, da sem bil poklican in da ni treba biti ves čas z mojim resničnim problemom. Ne. Torej, to področje, ne, je nekje, kjer bomo rekli, smo pa upravičeno zaskrbljeni. Ne. In spet to, da je recimo v našem svetu manj ljudi tukaj to nekaj pove. Če bi šli recimo v Somalijo, v Palestino, ne vem kam, bi verjetno veliko se tisti krogi, ki sem jih narisal, upravičeno čisto drugače pokazali. In potem, ne, in s tem bom zaključil, raziskovalci. Ne. Raziskovalci pa uspejo, ne glede to, kje so bili prej, ne, neko drugo vrsto zaupanja. Torej ne zaupanje, kot so ga imeli pravi verniki, v svoj sistem, ki je lahko spiritualen, znanstven, miseln, kakršenkoli, ampak zaupanje v življenje. Torej zaupanje v to, da
Ne v to, vse je za nekaj dobro, ne? To je pravi verniki, ki si skozi imajo ta nek občutek, da da je svet je tle za mene in svet mi daje te izkušnje zato, da bom jaz se nekaj naučil. Ne? Tako, vidite, to je pravi verniki. Tukaj je pa svet ni za mene, ampak meni ne preostane drugega, kot da ga gledam taka, kot je, in zaupam temu, kar se mi pokaže. Tudi če je nek resničen problem. Torej, to je recimo moja želja, da bi splezal gor v ta sveti K1 in je zelo težko, ker problem je, da ni nobenega načina, vsaj jaz ga ne vem, kako to narediti, kako vzpostaviti to zaupanje do življenja, razen enega. Nekoč, dolga leta nazaj, sem imel par sessionov z nekim šamanom, Carlosom Castanedo, in on je rekel, seveda obstaja način, pač on ni vedel za to, ta zemljevid. In on je rekel, spomni se smrti. Vse ostalo postane sveže in čisto in jasno, če se zavedamo svoje končnosti. Ampak to dobro zveni. Ampak jaz imam težave s tem, tako da upam, da komu od vas je uspelo. Mogoče bi končal s tem verzom od Lao Tseja, ki mislim, da zelo dobro opisuje stanje duha, recimo temu, čemur bi jaz rekel, sreče. On pravi tako, si drzne spočakajti, da se blato poleže in voda postane čista. Lahko ostaneš pri miru, dokler ne vznikne pravo delovanje. Torej, opazuješ, si sam pri miru. Mojster ne išče potešitve, brez iskanja, brez pričakovanja, je prisoten in lahko sprejme vse. Hvala. Ni časa za vprašanja. Ja, zdaj sem prišla s tisto verigo, da vas odrečem dol iz odra. Ampak vas bom vseeno prosila, da še nekaj trenutkov ostanete z nami. Bomo dali tudi zdaj priložnost publiki, da zastavi vprašanja. Živjo, okay. Tvoje ime je? Primož. Zdaj, moje vprašanje je, jaz mislim, da ste eno ful bistveno idejo čisto spregledali, ne? Na začetku ste govorili o grških filozofih, ne? In aristotelska ideja o sreči je bila, da izpolnjuješ svoj smoter, ne? Jaz mislim, da živimo v časih, v sodobnem, ko ni še zares ne ve, kaj je njen smoter, pa kam se naj postavi, ne? Nekdaj to bilo lažje, je oče, recimo, brez njega je družina umrla, on je mogel poskrbeti za družino, brez mame ni še ni vzgajal otrok, ne? Zdaj pa to sistem prevzema, država prevzema in zares oče pa mama nikoli ne ve, kaj je njena vloga, kaj je njen smoter, in kaj menite o tem? Absolutno strinjam. Še veliko stvari sem spustil, tako da absolutno se strinjam. Jaz mislim, da mogoče glavni razlog, zakaj nas je toliko veliko tistih luksuznih problemov, je točno to, kar je kolega zdajle rekel. Torej, neko veliko primanjkljaj enega občutka predanosti nekemu cilju. Torej, absolutne predanosti cilju. In recimo, mogoče smoter je zelo dobra beseda. Zdaj, Aristotel je tudi rekel, da vsi nekako gremo proti sreči. Jaz delam ogromne količine pogovorov z ljudmi o njihovem doživljanju. Zelo redko kdaj najdem to, da bi rekel, jaz sem hotel iti proti svoji dobrobiti ali sreči. Pa še takrat, ko to rečejo, je velikrat se izkaže, da je to samo post festum, neka razlaga nekega drugega, bolj navajenega. Tako da mogoče se ne bi čisto strinjal za to, ampak s tem, kar ste pa vi rekli, se pa absolutno strinjam. Kako to narediti? Eni rečejo, manjka Bog, ne? V našem življenju je luknja v obliki Boga, ki smo ga nekako ubili, zdaj pa ne vemo, kaj bi, a je to ali je nekaj drugega. To pa bom na naslednji konferenci povedal. Ne, se ne vem, ne vem, ampak se strinjam popolnoma. Hvala za odgovor, hvala za vprašanje. Še kakšno? Pozdravljeni, upam, da se slišivo. Sandra govori. Zanimiv mi je ta poslednji del in raziskovalci. To bi bil kot ustrezen cilj za večino oseb, če sem razumela prav.
Ampak zapriti do tega kvadratka raziskovalci mi nekako deluje, da bi oseba morala iti čez vse druge kvadratke, da se najde prvo v resničnimi problemi. Ne, verjetno se pa prvo najdla si v tem luksuznim problemom, potem resnični problemi, potem delo z Bogom. Ampak preden pride do uresničenih problemov glede materiala, glede osebnih problemov, glede družinskih in dokler sama ne reši takšne probleme, da ne bo prišla do raziskovalca in do te najvišje razine. Fantastično. Mislim, jaz imam isti občutek. Z zadnjim delčkom se ne bi strinjal. Jaz mislim, da nič treba rešiti, da pridemo do tega. Ravno to je point raziskovalca, da ne zahteva stalnega reševanja in dela na sebi in izboljševanja in optimizacije. Je, kar je. Ne? In jaz verjamem Lao Tseju, da takrat, ko res se poistovetiš s tem, kar je, ko res spremeš, prava akcija pride sama od sebe. Torej, to ni neko pasivno ždenje. Torej, čisto zadnjim delom, da je treba rešiti, ne, ampak to drugače se pa tako čudovito strinjam. Jaz si nisem upal tega reči, zato ker ne vem, če je to res. Ampak jaz res mislim, da vsi ti elementi tega zemljevida so nekakih, moraš iti čez njih, da prideš tja. Torej, to se mi zdi čudovito, čeprav recimo pot iz enih je težja kot pot iz drugih. Ne? Mogoče treba res cel krog tako v nasprotni smeri urinega kazalca narediti. Recimo, ko si ti znotraj teh ko veš, v kaj veruješ, ne? Se ti nimaš občutka, da veruješ, ti sam veš, kako je. Ne? Vse, kar se ti zgodi, potrjuje tvoje. Ne? Ti si zelo v tem mehurčku in ti misliš, da si nekaj raziskal, ampak v bistvu si sam potrdil svoje prepričanje. In to, kako priti ven, ne vemo. Ne? V tem drugem, ne, pa to smo ljudje, torej te luksuzni problemi, ki skozi delamo na sebi. Na tak ali drugačen način. Ne? Ampak ne vidimo, da v bistvu s tem delom se pa samo ohranjamo svojo pozicijo tam. Torej, izzivi so ogromni, ampak jaz se mi zdi čudovito to, kar ste rekli. Tako da, ja. In najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala za vprašanje. Še kakšno, še eno roko bomo pustili. Mislim, da je nek gong. Mislim, da je nekje na sredini dvorane. Ja, takole, še gospodična dobi besedo. Zdravo, jaz sem Pija. Moje vprašanje je pa na temo teh baz sreča. Zdi se mi zelo posplošeno in da potem mogoče pride ven napačna ideja, da različni ljudje imajo različno kapaciteto, koliko srečni so lahko. In potem recimo pri teh grafih z invalidnostjo, z loterijo, da se potem spremeni v neko tako, sej tako vsem, kar se balezir, mislim. Ja, razumem. Ja. Spet, kaj naj rečem, se strinjam popolnoma. Ne? Pač tisto, kar sem pokazal, je res... Mislim, zanima me, a slučajno veste, Kar na mikrofon. Ja, a ne slučajno veste, a je bilo to nek anketni vprašalnik od 1 do 10, ali so to oni objektivno opazovali, ker mogoče za nekoga 10, za nekoga drugega 3. A ne, jaz verjamem, da s tem, ko mi dobimo kapaciteto za čutenje in neprijetnih in prijetnih čustev, se nam tudi poveča kapaciteta za čutenje sreča. Absolutno. Mislim, zdaj ne vem točno, kako je izgledal vprašalnik, ampak se spomnite in hvala, da ste me to upozorili. Jaz se spet, nažalost, se spet strinjam popolnoma. Ampak, kaj sem vam rekel, pozabite tiste številke. Kar sem hotel povedati tam je, torej tiste številke nič ne pomenijo, da se vrnemo na svojo default stanje. To stanje je lahko mizerija, zadenem loterijo, nazaj mizerija čez 1 leto, lahko je pa nek bliss in imam nesrečo in spet grem nazaj. Torej, tisto ni neko povprečno stanje bilo mišljeno, tisto bi lahko bilo za nekoga zelo gor, nekoga zelo dol. Torej, kaj komu pomeni, ko ga vpraša psiholog, oceni od 0 do 9 ali pa od 1 do 10, koliko si srečen ali pa koliko si zadovoljen, se imamo različne oblike tega, je zelo nejasno. Ne? Ampak recimo, da, kar je tisti graf pa zelo zanimivo pokaže, da se nas veliko vrne nazaj na našo prejšnjo pozicijo. Okay? To je to. Torej, ni pomembno, zdaj, kje si ti konkretno, mogoče sta bila tisti z loterije in tisti z nesrečo nekje zelo različno, ampak kar je bilo povedano, je, da se nekako sta se vrnila na svojo prvotno pozicijo. Samo mogoče bi še to rekel. Drugače pa je pa zelo pomembno,
da ne bi tega vzeli kot narobe razumeli v smislu redukcije, se pa ni treba skrbeti za ljudi, ki imajo težave. Ne. To pa je bilo pa res grozno, ne, ker to ni bilo mišljeno. Sem še ena replika mogoče. Pa v stavku, prosim, pa tudi v stavku samo še potem odgovor. Torej bi vi rekli, da ni pravilo, da ljudje osebnostno zrastejo in dobijo večjo kapaciteto skozi izkušnje, ampak da pač po pravilu se vrnemo na kapaciteto, s katero smo bili pred izkušnjo. Jaz prvič tudi to besed, ne, kapaciteta pa osebno rast. Jaz sem zelo velik skeptik do ljudi, ki osebno rastejo, ne. In kapaciteta zakaj? Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj je toliko veliko enih stvari, mogoče kapaciteta za srečnost ali kapaciteta za empatijo, ne? Torej za razumeti druge. To sta dve zelo mogoče različne, ampak tudi povezani stvari. Tako da jaz mislim, da jaz poznam toliko ljudi, ki osebno rastejo in vsi grejo v čist neke različne smeri. Torej jaz mislim, da ne obstaja ena premica, ki bi rekel, to je osebna rast. Bojim se, da moramo tle končati. Ne? Ja, ampak lahko me počukate za lahko rokav. nadaljujemo, ja, med odmorom. Saj ste rekli, da ostanete z nami še celo konferenco. Še en aplavz, prosim, za našega drugega gosta. Z nami je bil dr. Kordež.